Zdaj na vladi smo se ukvarjali z banka in težko pričakovali iz stresnosti, tako da povabili smo ponovno guvernerja, ki je rekel, da običajno vedno vlada dala, potem se to navadamo, ampak kljub temu. Mi je bil danes vam predstavlja nekaj rezultate stresnih testov, potem ukrepe, ki smo sprejeli danes na vladi, in pa potem še kaj nekaj zdravo. Pa bi jaz predlagal, da najprej zdaj bomo ne predstavljati stresnih teste in potem gremo čez logiko ukrepe, ki smo vzeli predstavljati. Dobar dan. Kot veste, bil namen skrbnega pregleda, ki je trajal do avgusta 2014, predvsem pregled kakovosti aktive sredstev in pa izvedba obremenitvenih testov v 10 bankah, kasneje smo zaradi postopkov kontrolirane likvidacije v Faktor banki in Probanki banki. Torej na koncu izide rezultati za 8 bank s pomočjo neodvisnih mednarodnih strokovnjakov, predvsem dobiti oceno trdnosti bančnega sistema. In hkrati seveda zahtevo po dodatnih dokapitalizacijah, predvsem v 3 bankah, ki so v tem trenutku v postopku dodeljevanja državne pomoči. V skrbne preglede in obremenitvene teste so upravljali družbe Oliver Wyman v postopku od spodaj na vzdolj, Roland Berger v obremenitveni testi od zgoraj na vzdolj, Deloitte in Ernst & Young v pregledi kakovosti aktive in pa mednarodni ocenjevalci nepremičnin. Kapitalski primanjkljaj pregledanih 8 bank bi v primeru neugodnega scenarija znašal 4 milijarde 778 milijonov evrov, kar pomeni še enkrat 4 milijarde 778 milijonov evrov za dokapitalizacijo 3 bank, kar je v tem trenutku najbolj pomembno, kar predstavlja neposredno obremenitev za proračun, torej v bankah NLB, NKBM in A banki, pa je potrebnih 3 milijarde 12 milijonov evrov. Izvedbo skrbnega pregleda je nadzoroval usmerjevalni odbor, ki so ga sestavljali predstavniki Banke Slovenije, Ministrstva za finance in opazovalci iz Evropske komisije, Evropske centralne banke in Evropskega bančnega organa. Kaj se bo zdaj zgodilo je, da bo v tej prvi skupini bank, torej v Novi Ljubljanski banki, Novi Kreditni banki Maribor in pa VA banki, potrebna dokapitalizacija v znesku 3 milijard in 12 milijonov evrov in to takojšnja po odobritvi Evropske komisije. V preostalih 5 bankah pa bo Banka Slovenije izdala odredbo do konca junija, kar pomeni, da bodo pozvani lastniki teh bank, da zagotovijo sredstva za kapitalski primanjkljaj. Ta kapitalski primanjkljaj v ostalih bankah ne pomeni neposredno zahteve po dokapitalizaciji. Zakaj? Zaradi tega, ker lahko banke svojo kapitalsko ustreznost potrebijo tako s povezanjem prihodkov, z večjo izterjavo kreditov, z naučevanjem zavarovanj pred slabimi krediti, prenosi naložb na družbe v skupini, dokapitalizacijo in vrsto ukrepov. Zaradi tega pričakujemo, da bodo lastniki te druge skupine bank to uspešno opravili do konca junija. Način dokapitalizacije v teh 3 bankah, torej Novi Ljubljanski banki, Novi Kreditni banki Maribor in VA banki, pa bo opravila vlada na način, ki bi predstavil minister. Mogoče se najprej razložno, kako poteka logika, da lahko sploh država dokapitalizira banke in kako to pravila. Zdaj s tem reči, da je mogoče nekaj pravne deluje denarja davkoplačevalcev in mi lahko razdelimo banke v 2 skupine. Tiste banke, ki so imali sposobnost delati trg in vložilci privatno rešitev, fiskalnih kapitalov, in tiste banke, ki so na trgu ne morajo prideliti privatnega kapitala. Ker je osnovna teorija v tem, da preden država lahko uporabi denar davkoplačevalcev za finančno banko, da je finančno testirana rešitev trga. Zdaj v našem primeru vemo, da imamo 3 banke, ki so v preteklosti že imeli odredbe in so že
že iskale kapitalne trge, ko so imele v NKBM in Japan. Ti to niso sebe najti, del od njih so celo že postopke državne pomoči. Za tega so tudi banke lahko predmet državne kapitalizacije. Preostale banke, res testa so to, preostali teh, ki pa je, pa še niso upravili tega testa, da je na trg iskati privatni kapital ali pri svojih mamah, pri svojih lastnikih ali pa pri drugih investitorjih. In to je banka to treba več čas, da so to naredijo na normalen tržni način. To pa je prav. Zdaj na tiste banke, ki državne pomoči, kako skupni znesek kapitalizacije znaša 3 milijarde. Za te 3 banke je potem naslednji korak je potem naslednja glavna linija denarja davkoplačevalcev, da dokler v bistvu obstoječi lastniki teh bank in dokler v bistvu imetniki podrejenih obveznosti ne participirajo z svojim premoženjem, denarja davkoplačevalcev to ni mogoče uporabljati. Tako da potem pridemo na dokapitalizacijo države. Tukaj imamo dokapitalizacijo, tukaj imate na 2 milijarda, ki smo si jo zagotovili, da bo približno 2/3 v denarju in 1/3 v obveznicah. In to pravzaprav postavi banke v dovolj kapitalno sredstvo. Nadalje pri teh bankah smo sprejeli na vladi tudi poleg sklepa o dokapitalizaciji teh bank, tudi sklep o prenosu slabih terjatev iz teh bank na slabo banko. In sicer v višini transakcijska vrednost je 1,6 milijarde evrov, za kar bo slabo banka dobila približno 4,5 milijarde slabih terjatev. To pomeni, da 3 milijarde banke, prenos na slabo banko v višini 1,5 milijarde in da lahko slabo banka tudi normalno funkcionira, kot je sklep, da smo slabo banko kapitalizirali v višini 200 milijonov evrov, ker tudi slabo banka rabi kapitala, da normalno funkcionira. Za četrta linija obrambe davkoplačevalskega denarja, je potem, ko država že investira svojega delnice, je da bo zapravo pristopiti do kapitalizacije teh bank. To je tudi del zavez, ki smo jih dali v Evropski komisiji na osnovi različnih trdil, da bo vlada preučevala do višine 65 plus 1 centrov deleža, so 15 plus 1 ostane v lasti države, in tja pa se zapravo pritiče investitorja na trgu. In v primeru NKBM do celotnem biznesu. Ko bo tudi A-banka prišla v to fazo postopka, pa bomo seveda podobno zavedno sprejeti za A-banko. Mogoče bi imelo samo to, da se NLB in NKBM v tem postopku državne pomoči od A-banke izvedejo, da ste NLB in NKBM že dobila državno pomoč, so bistveno del v postopku državne procese državne pomoči, da se že pripravlja program restrukturiranja, da se že pripravlja tudi katalog zavez, ki je vlada Republike Slovenije dala v komisiji in za tega lahko ta postopek začejo sprejeti, medtem ko so A-banki, ki je teh postopkov nekaj dali, ker smo še kratkim prijavljeni v postopku državne pomoči, zdaj še v fazi pripravljanja programa restrukturiranja in kataloga zavez, tega bi tudi postopki nekoliko zamanjko. Poglejte, vsi postopki obremenitveni testove banke so vključevali predvsem z vidika pojasnitve, kako so ocenjevalci prišli do kapitalskih primanjkljajev in zahteve po dodatni dokapitalizaciji, so ti postopki obremenitvenih testov od spodaj na vzgor vključevali oceno pričakovanih izgub, ki je izhajala iz naslova donosnih, nedonosnih terjatev in pa prestrukturiranja različnih terjatev iz različnih portfeljev, oceno absorpcijske sposobnosti
bank za pokrivanje izgub in pa oceno pričakovanega primanjkljaja. Po vsem tem so številke, ki jih imamo danes in ki danes postavljajo Novo Ljubljansko banko in pa Novo Kreditno banko Maribor v višino 15% temeljnega kapitala, kar pomeni, da postavljajo obe največji slovenski banki na raven evropskih bank z vidika kapitalske ustreznosti. In zaradi tega ponavljam, da bodo slovenske banke vse potem po tej dokapitalizaciji ne bolj dokapitaliziranih v območju, zaradi česar je potrebno poudariti, da se s temi bankami z vidika poslovanja z občani in z gospodarstvom ne bo zgodilo nič. To pomeni, da so vloge v vseh bankah varne, da banke normalno poslujejo in upravljajo svoje posle, da vse, kar danes predstavljajo zgolj nadzorniške ukrepe z vidika dodatne dokapitalizacije. Zaradi tega so vse špekulacije glede varnosti slovenskega bančnega sistema v tem trenutku neutemeljene in nima nobene podlage. Zakaj? Zaradi tega, ker gre zgolj za nadzorniške ukrepe povečati kapitalsko ustreznost bank z vidika vsega, kar se je v teh bankah dogajalo po začetku finančne krize in po vsem, kar je Banka Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance v zadnjih mesecih usmerila v izboljšanje stabilnosti bančnega sistema. Če bi mogoče razumel še dve zadeve, tri zadeve. Prvič smo stavali še v stabilizaciji banke na skupni višini bo 645 milijonov evrov. Ampak to je že stvar, ki je nadaljevanje naše skupne tiskovne konference. Drugo zadevo, ki bi jo povedal, je, da če se gledamo te ukrepe, po izvedbi teh ukrepov se bo bruto dolg države povečal na 75,6% GDP-ja in po zaključku teh ukrepov, izvedbi vseh teh ukrepov, bo država imela na računu še 5,5 milijarde evrov, kar pomeni, da je neto dolg upoštevaje cash pozicijo 68,5% GDP-ja. Zadnja stvar, ki bi mogoče še podal, je to, da vsi te ukrepi, ki so danes sprejeli, so bili pravzaprav nujni, pomenijo zelo pomemben korak stabilizaciji bančnega sistema in da so tudi predpogoj, da lahko ponovno zadoženemo gospodarska rast. Seveda pa to, ko samo predpogoj, pa pomeni, da bomo lahko vsemi stalnimi ukrepi, ki jih še izpravljamo in delamo, in tukaj bi predvsem podaril zadolževanje podjetij, ki prihajajo v prvi plan. Podaril bi učinkovitejše upravljanje z podjetji v javnem sektorju, predvsem zakone o državnem podjetju, ki ga pripravljamo, ki morajo narediti zagotoviti kvalitetno upravljanje s premoženjem, ki predstavlja državne lasti. Z pripravljanjem zagotovite strategije, kaj je strateško in kaj ni strateško, kaj predstavlja državne lasti, in seveda, da izvedemo predano privatizacijo, ki smo pravzaprav že začeli. Evo, toliko nekaj za nas. Preden prejdemo na vaše vprašanje, še obvestilo. Ob 14. uri bo imelo Ministrstvo za finance briefing za novinarje, kjer boste lahko izvedeli vse podrobnosti, verjamem, da vsega zdaj na tej tiskovni konferenci ne bo mogoče jasno, da bodo torej vabljeni čez zdaj ob 14. uri. Bomo tudi ekipa Banke Slovenije, tako da bodo vsi tudi strokovni sodelavci in bodo vse podrobnosti možne takrat. Guverner še prej mogoče nekaj prejkaj na vaše vprašanje. V času trajanja te tiskovne konference, tako na naslednjih straneh Banke Slovenije kot Ministrstvo za finance, so objavljena vsa poročila, vsa metodologija, vsi postopki, ki so bili izvajani v zadnjih mesecih, tako da lahko vsak pogleda na spletno stran Banke Slovenije ali Ministrstvo za finance in si razloži ali pa odgovori na vsa tista vprašanja, ki jih danes morda zdaj še nismo odgovorili ali pa jih ne bomo uspeli. Dobili ste tudi že sporočila za javnost, kjer so vse te številke podrobne razložene. Zdaj pa vaša vprašanja. Bomo začeli z Markom Milenkovičem.
dve stvari. Eno, to se včeraj so ponoči pojavile govorice, pač ne vem, kako so utemeljene, da ne bi bilo nekaj težav, predvsem v načrtu z Evropsko komisijo, prosim za en komentar na to. In drugo je tožba malih delničarjev, pač državni svet se postavil nekako na njihovo stran, so dali zahtevo za ustavno presojo, pač na ustavno sodišče, te novele L zakona o bančništvu, češ nasprotujejo, da ne bi smeli podrejenih obveznic, pač se dotika. Mogoče, kar se tiče najprej druge ustavnega sodišča in pa Berlina, jaz mislim, da tukaj ni nobenega razloga, da bi to lahko podprl, da na problema, ki se tiče. Kar se tiče samega postopka, mi smo danes sprejeli sklepe. Sklepi imajo odložen pogoj, da še več vrst, ko vidimo že formalno področje Evropske komisije. Cel postopek sodelovanja, kako pri pripravi sredstvi, pa tudi pri tem, kako bomo ukrepe pripravili, da napravljamo sodelovanje z tako Evropsko komisijo kot ECB. In v bistvu stvar je znašla čez formalne postopke, podpisovanje in pa preverjanje kvalitete, ki je pač državne komisije. Tako da računamo, da bomo dobili nekaj sporočilo, oziroma pisno potrditev tega v prihodnjih dneh in da bomo potem tega sankcije tudi To je še ta teden, s tem teden. Ne vem, če točno datum, ampak očitno to nekaj. Guverner, kaj je dalj? Ne, gre za to, da je bila naša želja, da bi se to zgodilo skupaj z odločitvijo Evropske komisije, da smo verjetno bili v teh pričakovanjih preveč optimistični, predvsem zaradi tega, ker se to ni zgodilo še na nobenih drugih državah. V ostalih državah je navadno potem kar nekaj časa, preden je Evropska komisija potrdila in se strinjam, kaj je povedal minister, gre za proceduralne postopke, ki so enostavno zaradi vse zahtevnosti dela, pač zdaj zahtevajo nekaj dnevni odlog in tega vidika so vsi ti ukrepi usklajeni in v vednosti Evropske komisije in Evropske države. STA? Franja Zgorc, mene pa zanima, kako ocenjujete uporabljeno metodologijo in pa ali bo vsaj v večji meri uporabljeno tudi pri prihodnje leto pri pregledu bank v območju evra. Pri najemanju vseh svetovalcev in izvajalcev obremenitvenih testov in pregledov kakovosti aktive in pa tudi nepremičninskih ocenjevalcev je bil namen Banke Slovenije predvsem zagotoviti kredibilne in zaupanje vredne podatke, ker veste, zelo večkrat postavljamo vprašanje, ali so vsi podatki, ki jih Banka Slovenije ali pa vlade, in primer Ministrstvo za finance sporoča, tako domači, kot tudi javnosti, v resnici pravilni, smo pač najeli neodvisne mednarodne strokovnjake, ki so opravili preglede po metodologijah, ki so potrjene in v svetu veljavne. Metodologija, ki je bila uporabljena v Sloveniji, bo uporabljena v večji meri tudi v pregledovanju kakovosti aktive in obremenitvenih testov v evroobmočju. Kot veste, je pa tudi izvajalec enak, kot smo ga imeli v Sloveniji. Torej, Oliver Wyman bo izvajal koordinacijo vseh obremenitvenih testov v evroobmočju. Zaradi tega vam lahko zagotovim, da bo metodologija primerljiva in ni nobenega strahu ali pa potrebe potem, da bi dvomili v te rezultate. Seveda se je pojavilo veliko špekulacij, ali so ti strokovnjaki bolj konzervativno ocenjevali vse, kar se je dogajalo v slovenskem gospodarstvu. Te špekulacije so seveda vedno legitimne, vendar pa v tem primeru smo se morali zanašati na neodvisnost in pa mednarodno primerljivost njihovega znanja in pa predvsem metodologije.